Predstavili so me že, nekateri me poznate, moje ime je Matevž in kot je povedal, v bistvu jaz bom pokazal neke novosti, ki so se pojavile s prehodom na verzijo Creo 4 in pa Creo 5. Nekateri ste že na 4, nekateri boste v kratkem, tako da si bomo pogledali. Bi pa se skoncentrirali nekako na, če lahko mogoče slajd preklop. Aha, evo, takole, bi pa se skoncentrirali v bistvu na novosti in pa spremembe, s katerimi boste se srečali v bistvu vsi uporabniki Creota. To pomeni ne neki posebni moduli, oziroma tisto bodo predstavili drugi sodelavci. Jaz bi torej nekako predstavil te novosti na področju uporabniškega vmesnika, skicirke, 3D gradnikov, sestavi in pa risb. To je v bistvu to, kaj vas najbolj zanima, vse po moje. Tako da bi mogoče kar začeli. In zdaj v bistvu tisti, ki ste že naredili prehod na 4, ste ugotovili, da je z prehodom na 4 bil vmesnik kar precej posodobljen. Zdaj vse spremembe so bile nekako narejene v smislu pohitritve in pa lajšanja procesa izbora in pa vašega dela. Zdaj spremenjen je bil tudi nekako ukazni trak, oziroma imate možnost nastavitve svojih barv. Pojavila se je, ne vem, če bom lahko jaz tukaj kaj malo, ne morem, pojavila se je tudi nova plavajoča orodna vrstica, v bistvu v kateri lahko vse te pogosto uporabljene ukaze izberete in s tem nekako minimizirate tale proces oziroma premikanje miške v ukazni trak in pa modelno drevo. Zato so v bistvu iz tega razloga tudi omogočili nekako celozaslonski način dela, ki vam maksimira vaše delovne polje, tako da res maksimalno izberete oziroma lahko izkoristite vaš ekran. Zdaj, plavajočo orodno vrstico sem že malo prej omenil, vidimo jo desno spodaj. In v bistvu ta orodna vrstica je popolnoma customizirana oziroma si lahko sami popolnoma priredite, tako da ob vsakem kliku na gradnik, model, sestav si v bistvu prilagodite tale orodja, ki se vam bodo pojavila, tako da res nekako maksimalno izkoristite tole vrstico. Zdaj, izboljšan je bil tudi prikaz modelnega drevesa, imate nek nov search prikaz, izboljšan je bil grafični prikaz, pri modeliranju se vam pojavi pomoč na kurzorju. V Creo 4 se je naredila asociativna povezava med plastmi in pa med modelnim drevesom, tako da se tale vidnost takoj nekako poveže ali oziroma spremeni, tako da če kaj skrijete v layerih, se vidi tudi v modelnem drevesu. Bližnjične tipke, tako da sprememb je bilo res kar precej. Zdaj, na primer, na samem Creo 5 je bilo več kot 100 funkcionalnosti dodanih na samih teh core oziroma teh, s katerimi se uporabniki najbolj pogosto srečajo. Zdaj, če začnemo kar s ta pravo stvarjo, torej nekako skicirko, v kateri zagotovo vsi delajo. Za izboljšanje preglednosti je sedaj na voljo možnost določanja debeline skicirne črte, tako da je preglednost precej izboljšana, še posebej pri kakih večjih sestavih. Dodatno v grafični orodni vrstici najdete ukaz Clip View, ki vam po vaši skicirni ravnini izdela prerez, tako da vas v bistvu komponente spredaj pred skico ne motijo pri vašem risanju. To vam tudi v bistvu zmanjša delo pri kreiranju naprej nekih novih prerezov, ki jih mogoče kasneje sploh ne bi potrebovali. Potem imamo dodatni nadzor pri uporabi teksta, lahko ga vežemo parametrično, sam tip pisave in ga potem spremenimo na modelu. Reference so v modelu in se lahko avtomatično najdejo, to pomeni več references, ukaz ni potreben. Zdaj prej je nekdo vprašal tudi, če se da to izklopiti, se da, torej lahko si vrnete tudi na prejšnjo stanje. Plavajoča orodno vrstico imamo sedaj tudi na nivoju skicirke, tako kot na nivoju parta, tako da je delo res kar precej pohitreno. Zdaj, Creo 5 nam ponuja neko novost in sicer to so skicirne regije, to je tista zelena slika, levo spodaj. In v bistvu sedaj skice več ni nujno, da so enolično določene oziroma imamo možnost, da se skice prekrivajo in kljub temu iz njih izdelamo iz tisnine. Če bo koga kaj več glede tega zanimalo, pa se lahko potem tudi oglasi oziroma prikažem na direktnem primeru. Zdaj, tudi prenovljeni so bili ti robni pogoji, prikaz dimenzij pri premiku, tako da tudi skicirka je doživela kar temeljito prenovo. Zdaj, 3D gradniki. Tudi 3D gradniki so eni takih, ki jih je bilo kar precej nekih novih možnosti.
Vsi zagotovo uporabljate najbolj osnovna, Extrude in pa Revolve, ki imata sedaj možnost negativnega odmika, to pomeni odmik od skicirne ravnine, torej brez dodajanja nekih novih ravnin, pa potem projekciranja skice, v bistvu kar precej korakov nekako prihranite. Potem imate možnost do izbranega z odmikom, izberete referenco, odmaknete. Zelo zaželjena funkcija je sedaj v Creo 4 se nam tudi pojavila, in sicer središčna ravnina, ki je v bistvu na simetričnem položaju med izbranimi referencami. Ko se geometrija posodobi, se tudi lega same ravnine, seveda asociativna posodobi. Določanje materialov, sedaj kar preko modelnega drevesa, je hitrejše, enostavneje, vse materiale vidite, enostavno zamenjate. Izvrtine pri luknjah sedaj lahko enostavno določate usmeritev samih izvrtin, to pomeni, ni treba več nekih dodatnih ravnin si postavljati po osi, postavite izvrtino, ni zmeraj normalno na površino, ampak izberete, v katero smer naj bo izvrtina izdelana in jo enostavno nanesete. Zdaj, če imate kakšne različne zahteve po različnih izgledih, ne vem, v prodaji, v konstrukciji, orodjarni, si lahko appearance oziroma izgled samih modelov shranite in med njimi menjate, tako da imate lahko en prikaz, ne vem, pri konstruiranju, da imate boljši pregled nad komponentami, enega pa nekakega lepšega, ne vem, za potem pomoč v prodaji oziroma za lepši izgled. V Creo 5 smo dobili eno odlično funkcijo, in sicer Volume Helical Sweep, v bistvu orodje, ki z 3D telesom odzame material po vijačnici. Tudi, če bo koga bolj zanimalo, kako deluje, kako se izdela, se lahko kasneje oglasi. Izboljšano je bilo zrcaljenje, ki ima aktualen predogled, lahko naknadno dodajamo gradnike v zrcaljenje, ponovno apeliramo samo zrcalno funkcijo in v bistvu s tem dosežemo nekaj več nadzora. Zdaj, zelo uporabna lastnost Creo 5 je ta, da lahko sedaj izdelate livarski nagib na kosih, ki že imajo dodane zaokrožitve in posnetja. To vem, da ste nekateri kar pogrešali, sedaj nam Creo prepozna zaokrožitve posnetja, naredite posnetje enostavno in pa v bistvu hitro, brez predhodnega odstranjevanja torej teh gradnikov. V sestavi prav tako bilo kar precej sprememb. Z verzijo 4 smo dobili avtomatično označevanje komponent v modelnem drevesu. Ta funkcija je bila pohvaljena od kar precej strank, ki Creo 4 že uporabljajo. Kaj to pomeni? V bistvu z izborom komponente v modelnem drevesu v grafičnem oknu, se opravičujem, nam je avtomatično izbere tudi v modelnem drevesu. Isto velja na nivoju parta, torej izbereš feature v grafičnem oknu in vam jo v modelnem drevesu ga prikaže, tako da zmeraj veste, kje v modelnem drevesu se nahajate. Obstaja tudi sedaj obratna operacija, prej sem jo nekaterim že pokazal, to pomeni v modelnem drevesu izbereš gradnik in vam ga locira v grafičnem oknu. Zdaj to pride prav pri kakšni večji sestavi, kompliciranih kosih oziroma pri kakšnem krpanju geometrije, ko iščete manjše robove, zoom to selected in vam ga takoj pokaže. Materiali so bili prenovljeni tudi na nivoju sestavov. Material lahko sedaj definiramo kot fleksibilnost na komponento, tako da takoj ob postavitvi komponente nastavite oziroma izberete material iz selekcije nabora materialov. Posodobljen je bil tale merge, cut in pa intersect oziroma te operacije v sestavi, ki so prej imele, če se spomnite, tisti spustni meni. Zdaj imate tukaj res več nadzora, boljšo preglednost in pa tudi dodatne opcije. Zdaj, ena izmed zelo uporabnih lastnosti je tudi orodje za izbiro nadrejenih gradnikov in pa modelov. Izberete v bistvu gradnik ali model in vam prikaže celotno strukturo v vašem sestavu in v bistvu po strukturi izberete željeni model, nadgrajen feature in pa ga kasneje uporabite. Za hitrejšo delo v sestavih so z Creo 4 dodali tudi operacijo Automatic Representation. Kaj tale funkcija naredi? V bistvu sestav vam odpre v polnem prikazu oziroma v prikazu, da vidite vse komponente in pa omogoči najbolj hitro odpiranje samega sestava. Tako da brez kakršnega dodatnega dela lahko v bistvu tole hitro uporabite. Zrcaljenje kot na nivoju kosa je bilo tudi posodobljeno na nivoju sestava. Sedaj imate na voljo neke dodatne operacije prepoznave simetrije in sicer v bistvu vam simetrijo prepoznave v sestavu, simetrične komponente,
nekako reuporabi oziroma ni vam več treba ponovno nastavljati, katere komponente v zrcaljenem sestavu želimo reuporabiti oziroma jih želimo zrcaliti. Ne. V bistvu na sestavi so bili še potem dodane copy geometry, naprimer na nivoju kosa, backupiranje referenc pri postavitvi, tako da pri spremembi kakšnih večjih vam sestavi ne padejo, si zbackupirate reference in jih kasneje uporabite. Vsi, ki imate štirko, ste verjetno tudi ugotovili, da spodaj več ni rdečega semaforčka, oziroma upamo, da zelenega. Ne? To ne pomeni, da težav več ni, oziroma da se ne bodo pojavljale vam, ampak v bistvu je sedaj prikazan znak samo še za regeneracijo, ko je ta potrebna. Če pa pride do kakšnih težav, pa vam se pojavi sporočilno okno, ki ga lahko filtrirate, torej lahko nadzorujete, ali pri kakšnih težavah se vam sporočilno okno pojavi oziroma se vam ne pojavi. Zdaj za konec bi si pogledali še nekaj stvari iz področja risb oziroma dokumentacije. Tudi na področju dokumentacije je bilo kar precej nekaj sprememb. Zdaj na primer baze, geometrijske tolerance, kotiranje, vse so dobile tale ukazni trak, ki ga vidite, torej vse nastavitve posameznih teh funkcij oziroma operacij lahko nastavljate v ukaznem traku. Tudi postavitev je sedaj precej bolj enostavna, v bistvu nanesete direktno gradnike na modele sestave, tako kot ste do sedaj simbole ali opombe. Če pride oziroma če se zatipkate, vnesete kakšno vrednost, ki ni po standardu ali ne ustreza, vas na to tudi opozori, tako da res delo je hitrejše in pa bolj pregledno. Zdaj pri kotiranju, kot vidite spodaj tale ukazni trak, je tale nov dimension zavihek, kjer lahko v bistvu vse lastnosti posameznih dimenzij nastavite, ni vam več treba brskati po podmeniji, properties pa menjevati pa iskati, kje bom dopisal tekst, ampak lahko v bistvu vse od toleranc, izgleda dimenzij, dodatnega teksta definirate kar v tem vrhnjem zavihku dimension. Tudi na desnem gumbu, kot vidite tele zgornje slike, imamo kar precej neki dodatni možnosti izbire in pa tudi takojšen predogled dimenzij. Vstavljanje slik na risbe je sedaj enako, kot je na nivoju 3D modelov oziroma z nivoja sestava, torej vstavimo lahko zelo enostavno slike, nadzorujemo velikost, prosojnost oziroma samo sliko, kako bo izgledala v sami risbi. Potem velikokrat pri spremembah oziroma pri menjavi modela, kljub temu, da so bili modeli podobni, ste morali na novo kreirati skico. Sedaj je bilo tole orodje izboljšano in sicer lahko v bistvu model zamenjate z sorodnim referenčnim modelom, modelom iz družinske tabele ali poenostavljenim pogledom. Prednost tega je v bistvu, da vam vse dimenzije, ki jih lahko prikaže, tudi ostanejo. Ostanejo vam opombe, obdelave površin, projekcijski pogledi, detaljni pogledi, tako da v bistvu minimalno izgubite glede na izbrano oziroma glede na podano spremembo. Ni vam treba vsega definirati na novo. Z Creo 5 smo v risbah dobili tudi plavajočo rodno vrstico, tako kot v ostalih modulih, tako da nekako teh sprememb res tudi na tem področju kar precej. Zdaj, da ne bom samo slajdov kazal, bi še vam mogoče tale en hiter pregled teh funkcij, ki smo jih omenjali, in sicer na primer na začetku prikazana tale avtomatična izbira v modelnem drevesu, komponente izberete, se takoj prikaže, potem nadzor nad starševskimi gradniki, odpiranje v novem oknu z uporabo tele plavajoče orodne vrstice, enostavno aktiviranje, v bistvu ni več tistih nekih desnega gumba, ampak samo pomik miške, izdelava simetrične ravnine, vidite, dve referenci, ravnina kar na simetričnem položaju. Sami lahko opazite, da je premikov v tole ukazni trak oziroma navzgor precej manj, tako da delo je res hitrejše. Tukaj vidite prikaz po skicirni ravnini oziroma pri res po skicirni ravnini, vas komponente, ki so pred skico, ne motijo. Avtomatično lociranje referenc na geometrijo, to pomeni, ni več treba pritiskati tipke Alt ali pa References, ampak vam element avtomatično zaskoči. Skicirne črte, vidite, so debelejše oziroma si lahko poljubno nastavite, tako da res tale pregled je izboljšan. Tudi robni pogoji, vidite, znaki za njih so nekako lepše prikazani, kar vam nudi boljši pregled nad samo skico. Pri iztisninah, kot je na primer tale extrude, smo rekli, lahko izdelamo negativne iztisnine, ki je v bistvu odmik od skicirne ravnine v eno smer. Vidite, ni treba izdelati nove ravnine, pa projekcije, pa potem extrude, ampak kar v enem uporabo
potegnete ročajček in pa izdelate tale nov gradnik. Tako da res so delali na takih stvareh, ki bodo vam kot uporabniku kar pohitrili samo zadevo. Omenil sem prej tudi polnozaslonski način dela. Vidite, sedaj ukazni trak in pa modelno drevo izgineta, uporabite lahko direktno tole plavajočo orodno vrstico, ki se vam pojavi ob kliku na posamezno referenco. Že prej sem povedal, da se te nekako plavajoča orodna vrstica lahko popolnoma prilagodi oziroma customizira. Tukaj en primer, vidite, si dodate ukaz, ki ga želite in pa ga kasneje ob kliku reuporabite. Customizacije se avtomatično shranijo v user interface file, tako da v bistvu ni treba vam ničesar dodatno shranjevati, samo enkrat nastavite in potem uporabite. Pri samih iztisninah in povrteninah imamo možnost tudi izdelavo do izbranega z odmikom. Tole vidite tukaj, torej izberete referenco, pa potem izdelate odmik od tele reference ali pomik, torej move ali offset. Zdaj s tem nekako prihranite izdelavo nekih novih ravnin, pa navezave na površine, v bistvu lahko kar vse v gradniku, enem gradniku tole izdelate. Kot ste videli, ko se pomaknete, oziroma če pomaknete miško navzgor ali levo, tam kjer je ukazni trak ali modelno drevo, se vam tudi tale ukazni trak takoj pojavi, tako da v bistvu še imate zmeraj vse funkcionalnosti na voljo. Iz vrtine, gledajte, sem prej omenil, prej so bile zmeraj pravokotno oziroma v smeri normale površine, sedaj imate dodatno možnost, da sami izberete smer usmeritve, vidite, rečete, ok, izvrtina naj poteka pravokotno na spodnjo površino in tole izvrtino enostavno obrnete, torej brez nekih dodatnih ravnin ali referenc. Na sami skicirki smo rekli, je bil posodobljen tudi sam vmesnik za vnos teksta. Parametre oziroma vrednosti preko parametrov ste lahko že prej dodajali, kaj je sedaj na novo v Creo 4, je to, da lahko tudi tip pisave nekako vežete na sam tekst. Kaj je tole prednost? Vi nekako v vašem sestavu ali modelu pišete vse tekste, ga vežete na en tip pisave in ko je kasneje ali je želja po spremembi po drugem tipu fonta, lahko v bistvu tale font preko parametrov spremenite oziroma editirate in se bodo v bistvu vsi ti fonti po modelu ali po sestavu avtomatično spremenili. Tole vidite tukaj, naprimer, spremenimo viso font, se tale tekst spremeni. Seveda, če bi bilo več navezanih, se potem bi tudi vsi ostali fonti spremenili. Tako da lahko v bistvu enostavno zagotovite nekim zahtevam vaših strank. Rekli smo tudi materijale, imamo sedaj na voljo kar v modelnem drevesu, tako da si lahko vi več materijalov dodate v vašo modelno drevo in jih potem enostavno iz nabora materijalov izberete. Zdaj, če je teh več, vam seveda tudi več pokaže oziroma si lahko več dodelite. Prednost tega je, da si lahko dodate na startni kos tiste najbolj pogosto uporabljene in jih iz nabora uporabite. Kot zdaj naslednjo stvar, ki jo vidite, so tile appearance state, torej izgled, ki ga lahko dodelimo in shranimo v modelu, tako da nekako izdelate več različnih izgledov, kar velja tako za model kot za nivo sestava. Kasneje pa potem med temi izgledi tudi menjate, tako da ni več treba preko family tabel tega voditi, tisti, ki ste do sedaj delali na ta način, ampak kar preko appearance state-ov. Zdaj, to je bila nekako še tale na nivoju parta, mogoče še malo par besed v skicirki oziroma v risbi, se opravičujem. Tudi v risbi smo rekli, je bilo kar precej novega dodanega, kot prvo tale dimension zavihek in pa takojšen predogled dimenzije. Vidite, dimension zavihek se zgoraj pojavi, imamo vse možnosti za nastavitve te dimenzije, dopis oziroma naknadno zmeraj lahko tudi izgled dimenzije spremenite, dopišete tekst, dodate simbole, tudi nabor simbolov je bil nekako izboljšan oziroma dodan, tolerance nastavite in kot vidite, ni več treba nobenega klikanja, desni gumb, lastnosti in tako naprej, ampak kar vse preko samega ukaznega traku. Geometrijske tolerance, tisti, ki ste jih delali, ste zagotovo kdaj imeli kakšne težave, zdaj jo izberete, postavite na model, enako kot ste do sedaj simbole, enako velja za baze, ni treba novih ravnin osi, ampak kar direktno postavitev na model, izberete tip geometrijske tolerance in gremo naprej. Zdaj, če pride do kakšnih napak, smo rekli, nas na to tudi opozori, če bi mi dali neko nestandardno ali bazo, ki ne ustreza
našim standardom, bi nas na to tudi torej dodatno opozorilo. Menjava pogleda, rekli smo, če pride do sprememb, lahko z referenčnim modelom obstoječi model menjamo, vidite, tukaj smo ga menjali z nekim širšim modelom, dimenzije so ostale, opombe so ostale, ne, tako da nimate nekih dodatnega dela z izdelavo novih projekcijskih pogledov in pa vsega ostalega. Slike dodajamo v risbo, sedaj tako kot na nivoju modela ali sestava, ne, lahko določimo transparentnost, skeliranje, torej velikost, usmeritev, skice in tako naprej. Ne. Postavite samo sliko in jo potem uporabite. Zdaj, kaj nam še ostalo? Sestavi, ne, to še tisto, s čim se vas večina sreča. Ne. Rekli smo, tudi na nivoju sestava so bile kar nekaj sprememb, tako v štirki, kot potem kasneje tudi v petki dodani. Ena takih je bila torej izbira teh starševskih gradnikov in pa prepoznava simetričnih komponent. In sicer, kaj tale prepoznava naredi? Vi poženete analizo, program sam prepozna, katere so tiste komponente, ki so na simetričnem položaju enake, ne, to pomeni, ne vem, neki vijak vam ga ne bo zrcalil, ampak bo ga ponovno uporabil, medtem ko ostale vam nekako zrcali. Imate tudi takojšnji pregled, katere so tiste, ki so bile zrcaljenje, katere so bile ponovno uporabljene in vam potem tudi vse te komponente pusti, oziroma si lahko seveda vi tudi sami ročno nastavite. Ne. Zdaj, to bi bile nekako te osnovne funkcije oziroma novosti, ta glavne. Če vas bo zanimalo še dodatne, imam jaz tukaj kar precej materijala, ki vam ga lahko kasneje pokažem, tako da za vsa vprašanja in pa informacije se lahko tukaj oglasite po teh predavanju oziroma po teh od sodelavci slajdi, ne, ali pa kar na mail, ki ga zdaj več ne vidite, torej na audax ali help@audax.js, ki ga verjetno večina kar pozna. Tako da jaz bi se zahvalil za pozornost, pa predal mikrofon tukaj naprej.